Lichtkostner. Danke. Še. A pičimo? Ja, pičimo. Zdaj zamujamo, ajde, akcija. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Wait a minute, work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute, had a real late night, woke up with my head spinning out in Nashville. It's been mad real, I need sunglasses, I need Advil. I like fake boobs and my cash real. I like first place, you're in last deal. In dobrodošli v današnjem videu. Danes je nedelja, Game Day, Round 3, DDK. Včeraj smo bili kar dobri na kvalifikacijah, moram reči, da smo nekje na sredini. Glede na to, da je pač zame bilo letos zelo slabo leto z Nissanom. Imel sem ful veliko kvar, klopka mi je šla, pa smo imeli gevinde zelo slabe in sem mogel tudi gevinde istočasno menjati. Po, ko smo s klopko pač nekako dobili, pa zmontirali, je bil pol čas za testiranje in je šlo tako pač pol sezone mimo. Tako da zdaj recimo je druga polovica sezone bolj namenjena za Nissana in za avto, ki smo ga delali za ta pro tekmovanja. Tako da bomo šli letos verjeten drug del na več teh pro tekmovanj. Tujine, CDC, pa še kakšno drugo dirko, Night Strike. Zdaj ta vikend je najboljši super čas, da lahko to testiramo, da stestiramo ta avto in naredimo čim več krogov in probamo nastaviti tudi za hitre in recimo relativno imamo zdaj tudi kar nekaj takih malo bolj počasnih avtov. Tako da to je to. Pol-urna treninga sta za nami, naredimo ene 5 krogov, max 6. Delamo po 2 kroga, en lead run, en chase run, dol, zamenjamo gume, nazaj gor, lead run, chase run.
Uspeli smo malo avto nastaviti tako, da nima več toliko gripa, da lahko recimo lažje sledim žigatu. Ne da bi bil počasen, ne da je slab, ampak avto sem imel prej mogoče res malo preveč nagripan. Drugač pa overall nasploh je super, event je super, dobro nam gre. Zdaj moramo pa samo v bistvu se še enkrat malo probati zapeljati, probati še enkrat majčkeno bolj agresivno, da probamo še z najhitrejšimi, da vidimo, če bomo pol za naslednji del tekmovanja uporabili ta setup. Tako da to je to. V glavnem, no da zdaj pokažem malo. Tukaj gor na vrh nastavljamo ta setup bolj na trdo ali pa bolj na mehko. Zdaj smo dali majčkeno bolj na trdo in je avto lažje se pelje, lažje zavrti. Imamo pa opcijo pol še na teli, spodnji nastavitvi, tukaj imamo pa še eno dodatno nastavitev, tako da se lahko poigram s temi nastavitvami spodaj, zgori. Žal mi je, ker nismo na kvalifikacijah včeraj naredili majčkeno bolj na trdo, tako kot smo imeli danes. Lažje bi pelil, bolj bi šel lahko od cone do cone, mogoče bi bilo manj korekcij, sam nimaš kaj, tako je. Imamo nov hladilec za čelado, ventilator. Malo posuši, pa malo hladi, ker v avtu noter je 80-90 stopinj. Drugač pa nasploh gre. Divizija 1 ima malo drugačen layout. Divizija 2 ima pa, mi imamo pa recimo malo bolj tak hiter odprt layout. To je to. No, včeraj je tukaj na temule zadrmo oziroma vmes med tema dvema se je ujel kos gume in je začel se vse skupaj smoditi in se je ful kadil in sem imel kar tak mal čuden pol občutek za peljati, ker nisem vedel, a se bo kaj vžgal ali se ne bo kaj vžgal, ampak smo pol zdaj zrihtali, tako da zdaj zaenkrat je okej. To sem tudi včeraj posnel, se videl na kameri. Tako da ja, danes pa je to kar uredeno. Mislim, da bi mogel zdaj to zdržati. Danes, da upam, da ne bo več gor vrgel. To je tako, ne. Lahko pride do tega, da vrže gor kakšno kos gume. Lahko ne. Se je že videl na večjih tekmovanjih, da tudi kos gume vrže Klemen Jerman noter in Jerman dol vrže. Tako da vse je možno v driftu, tako da je treba biti pazljiv. Avto vsakič malo pogledati po dveh krogih. In to je to, ne. Zdaj pa ne vem, a greva še malo pogledati te divizijo 1. Daj ga sine na aparat hiter, daj ga sine na... A je voda? V
glavnem, zdaj je spet divizija 1 zaključila trening. Zdaj smo spet mi na vrsti, tako da evo, oblečem se, prponem noter, gume imamo zamenjene in akcija. Evo, Gašperja Prašino smo premaknili v bokse, kjer upamo, da bojo fantje naredili svojo magijo, ki jo ponovadi naredijo in popravijo avto v rekordnem času. Žiga Sever, Aleš Pogačar. Prva bitka divizije 2. Pa da vidimo, kako bo to izgledalo. Žiga Sever, veliki potencial tele divizije 2. Vsakeč, ko ga vidim, pelje bolje. Aleš Pogačar bo ogrel svoje pneumatike s tole prečudovito lepo Silvijo. Z LS3 močjo, atmosferskih 600 konjev na voljo, torej pomeni, da voznik lahko krmili avto dejansko z desno nogo. Sedaj se greva prednji par pneumatik. Žiga Sever sledi z istim načelom, dajmo se greti sprednje, da bojo prijele v prvi ovinek. Zadnje bomo tako v burnout boxu se greli, prednje so pomembne tudi v prvi ovinek sploh. Ko se fantje res zanesejo za to, da če naredijo recimo manji, da bojo prednje gume prijele, da bo to šlo v prvi ovinek na polno, da so lahko na gasu, če ne morajo malo korigirati z ročno zavoro, da avto prisilijo v drsenje. Ampak najlepše za videti to, ko fantje brez ročne zavore vleti v ovinek na polno počez. Takole fanta sta se grela svoje gume. Johnny, pošli fanta v bitko, ko bo ta pripravljena. Torej vprašaj levega, desnega, a smo ready za bitko? Smo, gremo! Prva bitka divizije 2, dame in gospodje. Žiga Sever, Opel Servis Vrhnika, Aleš Pogačar, najboljši boksi v boksih. Žiga Sever, kot bi ga lovila lisica, na polno pred Alešem Pogačarjem. Koliko vem, so tudi prijatelji izven steza, tako da tole je bitka, kjer se bo o njej govorilo danes večer in še mnoge večere. Žiga Sever zaenkrat našel poden svojega vozila in pritisne gas do konca proge. Še en ovinek, uspešno oba tekmovalca v tele bitki druge divizije, dame in gospodje. Žiga Sever se je pokazal za neomajenega, pobegnil je lepo Alešu Pogačarju. Morda Aleš Pogačar neka taktika, da vidimo, kaj bojo sodniki porekli na tale sledilni ran. Osebno se mi je zdelo, da ima Žiga Sever prednost, kaj ti uspejo pobegati teli pošasti v obliki Silvije, svoje trojko. Dajmo reči, skoraj polovično močjo, kot jo ima Aleš. Kot smo že rekli, moč ni vse, kontrola te moči je tisto, kar iščemo danes. Mnogi fantje že v diviziji 1 so nam pokazali, da se da z malim velik narediti, če imaš tehniko. Kakorkoli boste to prenesli v svoje življenje, vaš problem. Gremo dalje. Aleš Pogačar sedaj svoboden, da vozi svojo bitko in močno je pobegnil Žigu Severju. Žiga Sever, ne vem, ali si je vzel rezervo ali je kakšna tehnična težava z avtomobilom. Skratka, Aleš Pogačar
s precejšno prednostno, če ostale divizije 1 manjši con, ki ga je Telefantje ne rabijo pelati. Aleš Pogačar, vrhunsko čez vse clipping pointe. LS3 živi, dame in gospodje. Mnogo dima in kota in za oba tekmovalca. Dajmo en aplauz. Aleš Pogačar in Žiga Sever, dame in gospodje. Vrhunska bitka obeh tekmovalcev. Imamo rezultate tele bitke Sever Pogačar in sicer naprej gre Aleš Pogačar. Vse čestitke Žigi Severju za prikazane vožnje ta vikend, več sreče prihodnič. Vsekakor nič nečastnega zgubiti proti tako častnemu nasprotniku, kot je Aleš Pogačar s tole Silvijo. Zanimivo bo še naprej, dame in gospodje. No in tako se je ta video zaključil. Žal proti Eriku ni šlo. Mogoče sem bil malo preveč optimističen, mogoče bi mogel več probati na treningu z njim tvine, ampak pač to je drift, nimam okej. Upam, da mi zdaj nekako naslednjič ali pa v bližnji prihodnosti rata nekaj narediti, en boljši rezultat, ker zdaj imamo avto res hiter, gume so hude, vse v glavnem je super, ekipa dobro dela, cel dan je super delala, pač to je zdaj vse dejansko namen, tako da bomo videli, kako bo. No in mi se pa vidimo že naslednji teden na Game of Drift, 30. avgust. Pridite v čim večjem številu, podprite nas in se vidimo v Logatcu.